Spoštovani gledalci in gledalke, prav lepo pozdravljeni danes na 4. navadno nedeljo. V teh navadnih nedeljah prebiramo Lukov evangelij. Danes poslušamo, kako je Jezus prišel v svoj domači kraj v Nazaret. Vse mesto ga pričakuje. Vsi ljudje so slišali o njem, kakšna znamenja, kakšne čudeže je delal v Kafarnaumu in po drugih krajih po Galileji, kjer je hodil. In ko pride v njihov domači kraj, v svoj domači kraj v Nazaret, ga vse mesto pričakuje z velikim pričakovanjem, z velikim navdušenjem. Kakor bi prišel nek velik zvezdnik in bi ga v domačem kraju pričakali, da mu izkažejo čast in spoštovanje. In ko se tako zberejo v shodnici, Jezus prebira, kot smo slišali preteklo nedeljo, Božjo besedo, besede iz preroka Izaija: prišel sem, da oznanim blagovest ubogim. In vsi ljudje ga z odprtimi ušesi in usti poslušajo in se čudijo, od kod vse te besede. Če pa je vendar to Jožefov sin, saj ga vendar poznamo, od kje ima vse to? Jezus se usede in ko vidi, kako ga vsi gledajo, pričakujejo nekaj, postavi na nek način ogledalo tem ljudem in pravi: vem, kaj pričakujete. Pričakujete, da bom naredil velika znamenja, da bom tudi tukaj v domačem kraju storil velike čudeže, nad katerimi se boste vsi čudili. Pa vendar tega ne bom storil. Kajti te ljudi, domačine, prebere, bi rekli, kot odprto knjigo. Spozna, da so tam zato, da bi doživeli predstavo, da bi videli predstavo, da bi videli, kakšen, v narekovajih stujko rečeno, šov bo Jezus pripravil domačemu občinstvu, lahko rečemo na domačem odru. Jezus prebere te njihove želje, prebere te njihove misli in jim pokaže, postavi pred njih na nek način ogledalo, ko uporabi primer iz Stare zaveze, ko jih primerja celo s pogani, katerim je Bog v Stari zavezi izkazal usmiljenje. To je za njegove domačine preveč, da jih primerja s pogani. V njih se prebudi jeza, v njih se prebudi srd, tako močno, da Jezusa hočejo pokončati. Vržejo ga ven iz mesta, odvedejo ga na rob mesta, na rob prepada in ga hočejo vreči v ta prepad. Kajti da njih, njegove domačine, iz njegovega rodnega kraja, tako poniža in primerja s pogani, to pa je višek vsega. Pa vendar se zamislimo, dragi brate in sestre, kaj pravzaprav Jezus želi povedati tem svojim rojakom, če tako rečemo. Pokaže jim njihovo pravo podobo. Niso prišli zato, da bi srečali Jezusa, da bi slišali to, kar Jezus prinaša, kar Jezus sporoča, da prinaša blagovest ubogim, da prinaša tisto veselo oznanilo, tisto radostno sporočilo upanja, veselja in zaupanja v Gospoda. Ampak so s tem predsodkom, češ Jezusa poznamo že od njegove mladosti, poznamo njegovo družino, starše, brate, sestre, vse poznamo. Kako nam bo on prinašal neko globlje sporočilo? Slišimo, kakšna znamenja, kakšne stvari dela po drugih krajih, ker ga sprejemamo kot nekega zabavljača, šovmena, kot cirkusanta, ki potuje iz kraja v kraj in dela znamenja, čudeže, da se ljudje čudijo. Prišli so, da bi tudi v domačem kraju videli to predstavo, ki jo Jezus pripravlja njim, njegovim domačinom. Predstava, ki pa jo Jezus za njih pripravi, pa je, da jih postavi pred ogledalo. Tudi mi, dragi bratje in sestre, se lahko vprašamo, kakšni pa smo mi. Tudi mi lahko rečemo, poznamo Jezusa, tako kot domačini. Obiskovali smo verouk 8 ali 9 let. Naredili smo vse zakramente, kako rečemo. Jezusa torej poznamo. Celo nekateri
hodimo ali hodite k sveti maši. Pa vendar, ali se v našem življenju kje pozna, kje vidi, da hodimo k maši? Ali hodimo k maši samo tako, kot hodimo v gledališče, na cirkuške predstave, ko pridemo, se usedemo in gledamo predstavo, ki se odvija, gledamo sveto mašo. Zelo slaba predstava je to, kajti duhovniki smo več ali manj slabi igralci, vmes je tudi kakšen glumač, se včasih najde, ampak večina nimamo veliko izkušenj s tem. Tudi kostume, ki jih uporabljamo, so zelo slabi in staromodni, da ne govorimo o besedilih, o tekstu, ki je vedno skoraj eno in isto, kakor reče večina naših nedeljnikov. Edina stvar, ki je morda kvalitetna in dobra v cerkvi, je glasba, je petje. To še nekako gre po neki kvaliteti. Vse ostalo bi iz tega gledališkega zornega kota lahko rekli, da je zelo slabo. In če mi prihajamo v cerkev samo k sveti maši, če samo gledamo sveto mašo, potem se nas ne dotakne. Potem Jezusa dojemamo kot nekega šovmena, ki dela predstavo, pa žal danes mi ne živimo več v njegovem času, tako da nismo deležni takšnih čudežev in znamen, kot so jih bili deležni v Kafarnaumu, v Kani Galilejski in po drugih krajih. Včasih se nam celo zazdi, zakaj pravzaprav bi morali hoditi k maši, se na nek način truditi za izpolnjevanje zapovedi in predpisov, če pa ljudje, ki tega ne delajo, živijo bolje od nas, živijo lagodnejše življenje od nas. Vprašanje, dragi brate in sestre, je v tem, ali samo hodimo k sveti maši kot gledalci, ali pa poskušamo to sveto mašo živeti. Če dovolimo, da se Jezus dotakne našega srca, če spoznamo Jezusa, če mu želimo slediti, če prisluhnemo njegovi besedi, da bo odprl naše srce, da bo v naše srce ulil to upanje, to blagovest, to veselo novico, potem bo naše življenje postala maša, potem bomo mi začeli živeti mašo, začeli živeti to darovanje, to daritev, daritev za bližnjega, daritev, ki nam jo je pokazal Jezus Kristus. Potem bodo ljudje, ki v naših očeh živijo lepo in lagodno življenje ali pa lepše in lagodnejše življenje od nas, prihajali k nam in nas spraševali, kako to, da ti, ki se iz meseca v mesec komaj prebiješ z minimalno plačo, ali ti, ki si do vratu v dolgovih, ker imaš majhne dohodke in moraš odplačevati hišo, avto, zavarovanje in ne vem še kaj, kako to, da ti, ki zborno penzijo komaj prebiješ iz meseca v mesec, kako to, da imaš takšno veselje, kako to, da izražaš takšno upanje, odkje ti takšen življenjski optimizem? In takrat, dragi brate in sestre, bo naše življenje postalo pričevanje. Takrat bodo ljudje okrog nas dobivali novo upanje zaradi našega življenja, ker ne bomo več samo gledalci pri sveti maši, ampak bomo sveto mašo začeli živeti v svojem življenju. Želim vam, dragi gledalci, dragi brate in sestre, naj nas današnja Božja beseda vzpodbudi k temu, da bomo Jezusa sprejeli kot svojega odrešenika in ne zgolj kot tistega, ki ga bomo gledali, kakšna znamenja in kakšne čudeže bo storil v našem življenju. Amen.